Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu Info360 v današnji uri resnice. Z menoj sta Edvard Kadič in pa Boštjan Turk, naša stalna komentatorja. Zdaj pogovarjali bi se o tej tezi, ki je bila prejšnji teden tudi na uri resnice večkrat izrečena, da je Golob zdaj na polnih obratih, predsednik vlade, predsednik Gibanja Svobode, da se ga praktično več ne da zaustaviti do volitev, oziroma ali ga je sploh še mogoče zaustaviti. Bomo videli zdaj, kakšno je mnenje danes Boštjana Turka in pa Edvarda Kadiča v tej zadevi, ampak predno gremo zdaj na to osrednjo temo, me zanima, se je še nekaj stvari zgodilo, pa me zanima vajno mnenje. Zdaj, včeraj sem bral, jutri je pravzaprav nek poseben dan te nove stranke Karla Erjavca, dan zaupanja, ker stranka se imenuje Zaupanje. In kar bi bilo zanimivo v tem vabilu, slavnostni govorec bo Miro Cerar, bivši predsednik vlade, skratka Miro Cerar, ki je tudi, vidim, včasih slavnostni govorec na teh dogodkih, ki ima Anže Logar, predsednik demokratov, oziroma pač njegova stranka Demokrati, zdaj tukaj bo nastopil pri Erjavcu, ampak kar je še bolj zanimivo, recimo to je, pa da je Erjavec napovedal združitev, predvolilno združitev, oziroma skupna nastop na volitvah za stranko Dejana Kaloha Suvereni. Zdaj, tukaj bi lahko, njun dva verjetno povezuje Rusija, se pa oba dva sta velika fena Rusije, ampak zdaj, Edvard, ti spremljaš to politično situacijo, ampak tebe tudi verjetno preseneta ta napoved, združitev Kaloha in Karla Erjavca. Ja, predvsem je, kadar spremljamo politiko, treba vedeti, da politika ni igra volivcev, ampak je igra politikov. Igra moči si se pravi, da je politika tudi. Ja, v redu, ampak ljudje radi mislijo, kako aktivno sodelujejo že s tem, ko gledajo poročila, pa grejo kdaj na kakšen shod in tako naprej, kar je super, lepo in tako naprej. Ampak prava igra je pa med politiki, ne med volivci. In je pač zdaj na eni strani te gostje in tako naprej, zdaj vsi se mučijo, tako kot se muči Miha Kordiš svojimi gosti in tako naprej. Tako se tudi Kaloh oziroma Erjavec muči z nekimi gosti, zato da pove tisto, kar bi želel med vrsticami povedati. Ampak zakaj recimo potem predsednik vlade, pa dekan recimo pravne fakultete pride recimo kot osrednji slavnostni govorec, bivši predsednik vlade, seveda Miro Cerar, na stranko, ki zdaj recimo ankete kažejo, da bo težko prebila 1%. V resnici ne vemo, lahko špekuliramo, mogoče vrača uslugo, mogoče se res strinja z nekimi stališči. Ne vemo, zato pravim, da to je igra pač politikov, ki med sabo potem preigravajo, delajo različne razno kombinatoriko in tako. Tako da to, zdaj, seveda, po drugi strani pa verjetno je tudi ta kompleks, ko enkrat zgineš z radarja medijev in iz prvih vrst politike, verjetno ostaja nek notranji manko v srcu, da ti je všeč, da ti ljudje ploskajo, da te trepljajo po ramenih in tako naprej. Zdaj, jaz mislim, da brez tega ni noben politika, brez te želje biti priznan skozi oči volivcev, kot da je, ne vem, ali nekaj dobrega naredil, ali pa samo, da mu ploskajo. Saj je v bistvu na koncu dneva mogoče celo vseeno. In da je treba iskati odgovore v tem smislu. Glede na to, da ni bilo rečeno, da bo se vključil, da ne bo aktivno sodeloval v tem, ampak da bo pač, ne vem, verjetno kot nek strokovni boter v ozadju, za kar ga je verjetno Erjavec sploh rabil. Da ljudem pove, da tiste njegova stališča oziroma program in tako naprej, ki se bo slej ko prej pač razvil, da ga pripravljajo ljudje, to se pravi njegovi prijatelji, znanci, gostje in tako naprej, zato da deluje čim bolj strokovno, pa čim bolj pametno pač v očeh volivcev. Jaz sem ga srečal na zadnjem Mira Cerarja, ko je imel Anže Logar v Tivoliju, tam za restauracije Čat je imel eno poletno seanso, mislim, da je bil julija ali avgusta, in tudi tam je bil govorec, sem ga pač med drugim tudi vprašal, ali držijo te govorice, da se vrača v politiko, da bo kandidiral za predsednika republike naslednjič, pa je rekel, da ne, nikako ne, ampak vidim pa, da je dela bo obratno, hodi iz političnega dogodka na politični dogodek. Ampak vseeno, zdaj, če greš, recimo, če si bivši predsednik vlade, pa greš na nek dogodek neke stranke, verjetno ne greš, če ta stranka nima vse tebi neka bližje stališča. Dvomim, da bi šel nekdo nekam na sedež neke stranke, pa tam nekaj govoril, ob tem, da se ne bi z ničemer strinjal za stranko. Recimo, da za Cerarja si predstavljam, da ima neka stališča, že jih mora imeti, ker je pač pravnika,
In recimo takrat je poskušal pač odigrati, to je zelo zanimiva zadeva, sem jaz v Parizu 14. decembra zvedel, da je Angela Merkel na Cerarja polagala ogromno upov, in da so tako rekoč, takrat je bil Janša še zaprt, odpisali, to sem zvedel iz enega najbolj verodostojnih virov iz Pariza, ki je pač blizu te Konrad Adenauer Stiftung oziroma fundacije, ki je pač povezana z nemškimi konzervativci. To je tako, kar se Cerarja tiče. Cerar je imel krasno prihodnost pred sabo, ampak zato, ker je pač cagal in to se sesul. In zdaj je pač je pa Cerar bil seveda predsednik vlade, v kateri je bil Erjavec državotvorni minister in že tu je pač neka povezava. Jaz sicer Erjavčev bi rekel potencial, res velik potencial, ne vidim na tem področju, za katerega si Erjavec zdaj prizadeva, recimo, kako je on sposoben stres državo, on je pretresel državo s tisto zgodbo z Marčičem, pa hčerko, pa pretepom, pa klofutom, pa s tem se vse takrat, pa še poletje, pa grožnja smrtjo. In takrat se je Slovenija zamajala, smo čakali, kaj bo zdaj. In to je bilo prav v tistem stanovanju tam, ki zdaj postaja neko pribežališče. Ampak v tistem stavbi nad trgom oziroma francoske revolucije. Skratka, tu jaz vidim en ogromen potencial, če bi se spet kaj zakuhala. Ampak sem govoril z Javcem in zdaj mi je rekel, da je zdaj so stvari urejene, tudi hodijo sklop na dopust, sicer ni dobenih razmer, je rekel, pa vse v dobro otroka in tako dalje. Seveda, jaz mu absolutno verjamem Karlu Erjavcu, ker sem mu vedno verjel, vsem, kar je rekel. Druga zadeva je tle, je pa ta, da je to pač nezdružljivo. Kako? Dejan Kaloh izhaja iz SDS. To pa bilo moje drugo vprašanje. Je pa kako? To je tako, da bi jaz rekel muslimanu, ti greva skupaj v stolnico, greva k maši. Bo musliman rekel, ne grem jaz, ali pa bo rekel, pet k meni, greva pa molt, med reso, pa se učiti, pa bi se rekel, ne grem, Mislim, to je Dejan Kaloh, profil njegov je se pravi, da izhaja iz Janše, svojo kariero je tam naredil. Predtem je bil pri Jelinčiču. Profil Dejana Kaloha je tudi ta, da se z vsemi, kjer je bil, skregal. In z vsakim, kjer je bil in se je skregal, je potem čisto vse povedal, vse umazano perilo dal v javnost. Zadnja taka zadeva je bila Logar, ki je čisto vse povedal, kaj je bilo treba. In zdaj, da sem jaz vseh tega človeka ustrašil, ker točno vem, da se bo skregal z mano in bo čisto vse povedal. Po mojem to dolgo ne bo šlo za Javcem. Pa to sploh ne gre skupaj. Druga zadeva je pa seveda, zdaj pa se moramo postaviti naslednjo vprašanje, če je edini skupni imenovalec teh dveh ljudi, poleg tega, da se tepeta. Ker je Kaloh je pa bokser, on je profesionalen bokser. Ni bokser, mislim, da hodi, Zanci bo hodil, da 5-krat na teden hodi v fitness. Vsi njegovi tviti so boks je meni napisal, da me bo bum. Enkrat 9 let nazaj. In Erjavec je pa tudi v tem streniran tam na trgom francoske revolucije, kako se zetom dajeta. Tako da to je en resen skupen imenovalec, katerega bi lahko bile opazne stvari v Sloveniji. Drugič, če sem pa zdaj resen, je pa tole vprašanje, če imata pa potem skupni imenovalec ruskega vpliva in da sta proruska. Mislim, to je edin skupni imenovalec, ki ga jaz vidim. Je to po svojem tastu, mislim, da po ženi plati. Po ženi pa, Mislim, potem se je treba vprašati, kdo to financira, kdo to poganja, kdo je in čigavi interesi. Tukaj mislim, da gre za ena taka resna vprašanja. In ob tem, da seveda Putin absolutno posega v vsako politično stranko povsod po Evropi, to imamo neposredne dokaze, žal tudi strani Marine Le Pen, je tle samo eno zelo logično vprašanje, kje so tisti botri, in koliko je tukaj recimo ruska obveščevalna služba zadaj vmešana, Ker tega politika in to ustanavljanje strank in to veliko stane. Mislim, mene je to presenetilo, da so napovedala to združitev in edini racionalni razlog, ki ga vidim, je pač v tem, ta skupni imenovalec, Rusija. Potem se pa treba vprašati. Možno je, da res to na to nekdo vpliva. Kaloh je recimo avtor neke kampanje, ki jaz sploh ne razumem, na katerem planetu ta človek živi, namreč, da moramo iti ven iz Evropske unije. Izrazito anti-evropska kampanja. Jaz Evropsko unijo kritiziram, ampak Evropska unija je edini prostor, v katerem mi lahko zdaj obstanemo. Pa se Evropska unija je še vedno, ne glede na vse neumnosti, še vedno propulzivna. 2% na rast GDP-ja bo napovedana včeraj bila, v letih 26 in 27. In on ima plakate po Sloveniji, se vpraša, kdo to financira. V čigavem interesu je, da Slovenija izstopi iz NATO in Evropske unije. V interesu Moskve. Mislim, in to je zanimivo, da se recimo Javc potem pridružuje, takemu konceptu. Sej pravim, da se je treba vprašati, kdo je v ozadju. Meni intuicija pravi, da ta dva fanta ne. Sama. Ker je to nezdružljivo. Kako? Kaj pa ima ta ona dva skupnega?
Poleg tega jaz mislim, razen če bo to izrazito podprto finančno z neke strani in v medijih spromovirano, ampak tudi jaz ne vem, kako bo to šlo suverenisti, a ne, ker to, za kar Kaloh sicer govori suverenisti, ampak to, kar se zauzema, je submisija napram Moskvi. To je vazalstvo napram Moskvi. Zato se zauzema. Govori pa, da je suverenist. Ja, halo, ne? Erjavec pa sploh ne govori nič. Kaj pa on govori? Jaz sem Karel, pa sem lep, lejte me, pa za upokojence delam, pa francosko sem govoril, sem bil majhen. Pa da je teflonsko. Pa da je teflonski Karel, ja, pa na brezje gre, no. No, ampak jaz mislim, da tudi vsi te Ne hoče meč, Boštjan ima verjetno, ima dobro poanto, no, to ni ta fuzija, kljub temu, da je mehko vseh strank, ni tako naivna, no. Da vsi te playerji, ki prihajajo zdaj na prizorišče, ne, imajo skupen ključen problem, verjetno, ne, in to je financiranje. In vsi oni gojijo ta, dajmo reči, ne vem, kako bi rekel, božanski kompleks, ne, da polko bojo pa prišli nekam, ne, potem bojo pa, kakor bi Srbi rekli, nadmudrili svoje financerje in svoje botre in tako naprej. Ne. In da je to v zadju, to pomeni v zadju je, dajmo biti direktni, navadna infantilnost. Ne. Ker tisti, ki ne, in to, recimo, to je ena velika hiba desnice, recimo v Sloveniji je, ki razpravlja o tem, kučan gor, kučan dol, kučan sem, kučan tja in ob tem ne upošteva, da ima kučan tudi svojo evolucijo. Ne. On se tudi razvija, on tudi svoj sistem lovk in vpliva in tako naprej, ravno tako razvija, tako kot vsi ostali, ki se trudijo pač igrati. Ne. In prava nevarnost vsega tega je, ne, da njihovi, to se pravi recimo, če tukaj vzamemo kot eno zelo verjetno teorijo, ne, da gre v bistvu za financiranje, vemo, te teorije so že nekaj časa v zraku v zvezi tudi za telim, kaj je tem možakarjem iz Kranja Stevanovič, ne, in je pravo vprašanje je, ne, ali je slovenska demokracija dovolj zrela, da če taki kalibri pridajo jutri v parlament, ali bo ta slovenska demokracija uspela v bistvu nekako in preživeti in to očistiti, tiste vidike, ki bi lahko bili fundamentalno škodljivi za Slovenijo. V času Golobove vlade jaz mislim, da smo priča temu, da ne vem, če je slovenska demokracija že sposobna svojega notranjega nekako očiščenja, nekega preživetja, tako kot lahko spremljamo v razvitih demokracijah, da lahko zaidejo, lahko marsikaj pač gre tudi narobe, ampak na koncu dneva je ta nacionalni interes tisti, ki v bistvu potegne ljudi iz različnih bregov skupaj, zato da skupaj nastopajo pri nekih temeljnih vprašanjih. Ne. Ta trenutek smo pač po dolgem času videli, ne glede na moje mnenje, saj mislim, da bomo kakšno rekli sigurno o tem, ne, da smo videli, da je vsaj en del politike stopil nekako skupaj okrog tega Šuterjevega zakona, ne. Ampak to je pa tudi, to se pravi, da mora slovenski narod najprej doživeti eno hudo tragedijo, da se sploh kdo zbudi, pa še to traja mogoče 14 dni. Ne. Ja, se to je sploh zanimivo vprašanje, zdaj do tega še pridemo, ne, če je to, mislim, nekako zares velja, da so stopi skupaj, ne, okoli tega Šuterjevega zakona, dejstvo je, da je bil pač sprejet, ne, če te rečem, ampak je zdaj vprašanje, koliko je. Ja, zame je izhodišče enako, ne. Zakaj so stopili skupaj? Bom še enkrat ponovil uvodni stavek, zato ker je to igra politikov, ne volivcev. Ne? To se pravi, verjetno so stopili skupaj zato, ker so v ozadju neki dogovori. Na mizi je bil prvotno nek ideološki plan, kaj bomo vse naredili, vedeli se je in o tem smo govorili na različnih koncih, da predno bo to kamorkoli prišlo, bo še ogulano, brušen in tako naprej. Se je potem to zgodilo. Ja, ampak predvsem ne smemo nikoli pozabiti, da to, da je nekaj ogulano, brušen in tako naprej, je v ozadju vedno daj. Ta zahteval to, ne zahteval uno, ne vem, od zelo banalnih stvari in vsi tisti, ki spremljamo politiko nekaj časa, dobro vemo, od zelo banalnih stvari, da kdo bo kje kakšno službo dobil, pa do tega, seveda generalno, zakaj je dobro, da sploh gremo v nek dogovor in tako naprej. Ne? Tako da je to, jaz bil pozoren predvsem na ta vidik. No? Dobro, zdaj imamo javca, imamo Dejana Kaloha, imamo Mira Cerarja na enem dogodku, na drugem dogodku, v nedeljskem kongresu, kjer so se ustanovili mi socialisti, Mika Kordiš, smo imeli pa Kordiša, Matjaža Hanžka, smo imeli Svetlano Makarovič in imeli smo Dušana Kebra. Pa
Jaša je nulje sedel, ne, ampak ni bil pač pred temi 4 izpostavljen. Mislim, nisem vedel, da se bodo ti trije tako aktivirali, ne? Avtirali kot člani te stranke. Jaz, če lahko sam dva stavka na to temo. No. Mi smo videli v bistvu ko pogledaš čisto fotografijo, vidiš fotografijo privilegirancev. To so privilegiranci v slovenskem političnem prostoru. Kordiš je seveda prišel skozi parlament, ampak zraven imaš pa potem Hanžka, pa imaš Svetlano Makarovič, pa imaš Dušana Kebra, ja, Kebra. To so ljudje, ki so v bistvu privilegirani. Ja. In je pravo vprašanje, kaj ti privilegiranci tam delajo? To, da je Kordiš poskušal nekako delovati malo bolj radikalno od levice, kar pomeni, da prihaja v resnici iz istega bazena, to, da bo mečkan skakal v asto vrečko in tako naprej, na konci bo samo dobro naredil, to se pravi vrečko pa meso, zdaj, ko sta... Potiska v sredino. Ko sta sokoordinatorja in potiska v sredino, kar pomeni, da poskušajo nagovarjati mogoče malo širši bazen skozi levico, ne skozi Kordiša. Kordiš bo, tudi če on pride v državni zbor, bo vedno marginalc. Se tudi on propagira kot marginalc, to se pravi marginalna politična skupina na skrajni levi. Ne? Jaz sem to že večkrat na glas povedal, jaz res pogrešam neko skrajno politično skupino na skrajni desni. Ne? Zato, da bi se ta prostor zamejil. Tako pa imamo na skrajni desni v bistvu kar odprto in ta odprtost, jaz mislim, da je celo načrtna, pušča dovolj manevrskega prostora, da se Novo Slovenijo in SDS po potrebi potiska med skrajneže. Zdaj tisti, ki podrobno spremlja programe in odločitve in tako naprej, je vse prej, včasih bi celo rekel, je to sploh desnica, ampak vse prej kot neki skrajneži na desnem političnem bloku. Tako da jaz mislim, da gre tukaj za čisto strategijo, glede na to, da je moje osebno mnenje za naslednje volitve, ko se je toliko špekuliralo o ne vem čem, je glavni adut, kar je Toš v tistem znamenitem intervjuju v delu, katerega si tudi ti zapisal, da je Kučan v bistvu porabil, da ne bo vedno on pred kamero, dal jasno povedati, da Maziljenc in izbranc v bistvu je Golob tega levega bloka. Da vse ostalo bo pač šlo nekako zraven. Ampak to sem hotel vprašati v tem kontekstu. No? Ali ti misliš, da se bodo zdaj recimo Makarovičeva, pa Hanžek, pa Keber šli tudi dejansko stehtati na volitve? Ne, to je Edo, oziroma gospod Kalič, pač Edo. Je to zelo dobro oceno. Gospod Kalič je Edo. Najbolj Edo, lepo prosim, tako kot skozi. Nisem vedel, oddaj si zdaj tukaj na uri, jaz nisem poslal gospod Kalič, ampak sem hotel reči, to je zelo dobro oceno, zato ker to je en sam, vsi, ki so na levi, na vrh, so privilegiranci celo življenje. Recimo, zdaj lahko vsakmo, recimo o Svetlani Makarovič, bi lahko ugotovili, da ne vem, kaj je bila častna meščanka Ljubljane, pa koliko ona da v primerjavi z ostalimi upokojenci za tisto sobo oziroma apartma, ki ga zalaša z rdečo zvezdo in tako naprej. Jaz bom tle samo enega privilegiranca izpostavil, to je Miha Kordiša, ker prihaja iz okolja, kjer sem doma jaz. V tej zvezi je seveda vprašanje za institucijo, na kateri je on študiral in na kateri je zaposlen profesor Močnik, saj bil, ki ga je pač Igor Omerza v zadnji knjigi za dokumenti službe državne varnosti izpostavil v tej in tej vlogi. Knjige so zunaj, to je bil medijski dogodek, ne bom tega komentiral. Je pa vprašanje seveda, ker sem je slišal, ne vem, sprašujem Rastka Močnika, preko te vdaje, ali je bil on zadej za tistimi študentskimi, tako imenovano drugo zasedbo filozofske fakultete leta 2011, ki je profilirala Miha Kordiša. Če je bil, seveda mu naslavljam tale očitek, spad na filozofski fakulteti, spad na univerzi. Univerza je v bistvu na nek način stara institucija, je tako kot cerkev, to je na nek način svet kraj, kamer ti hodiš po znanje, če znanje spoštuješ, če pretok znanja ceneš in to
potem ne moreš spati na univerzi. To pač ne gre. Ti ljudje so ne samo spali na univerzi, počeli še kaj drugega. In drugo, kar je seveda privilegiranca, Miha Kordiš je polna usta so ga, da je marginalc, da je ne vem kaj, da se bori za malega človeka in gor in dol in zoper kapitalizem. Ampak po vseh kriterijih marksističnih, katere je on težek kapitalist. Koliko študentov pa ima tak zagotovljen osebni dohodek, kot ga ima on, koliko študentov pa ima stanovanje zagotovljeno v Ljubljani, ki ga plačajo pač vsi skupaj. Ne? Hočem reči, pri teh ljudeh, on je v bistvu privilegiran, oziroma to, kar jaz že ves čas trdim, novi razred. To so ljudje, ki govorijo o proletariatu, obnašajo se pa kot kapitalisti. On v primerjavi, spoznam, stiske študentov. Kaj morajo študenti delati, da študirajo in da preživijo? Študij ni brezplačen. Če si ti, recimo, izreden študent ali karkoli, plus stanovati, bivati v Ljubljani in to, in Miha Kordiš je tu po vseh kriterijih, ne izstop pred mene, pa mu bom to povedal, pa ne on reče, ne, jaz nisem kapitalist. Koliko imaš osebnega dohodka, v katerem razredu si po standardih javnih? Poslanci so najvišji razredi. To so po moje več, glede, da je toliko mlajši od mene, je v višjem razredu javne uprave, kot jaz bi si tu potrditi. Če pa tudi jaz nisem v nizkem, ampak jaz nisem študent, on pa je študent, in oziroma bil je, iz tega je izšel, da se bo za študente boril, in to, kar je Edo rekel, evo, to so privilegiranci. Ne mi pa on dokaže, da njegov osebni dohodek ne kaže, da je privilegiranc, da dostop do stanovanja ne kaže, da je privilegiranc. Kaj pa potem te privilegirance sil, da grejo recimo v teh letih na kongres neke stranke, nove? Ja, zato, ker si pač en drugega podpirajo. Oni so zdaj podprli Kordiša, zato, ker si najbrž obetajo kakšne usluge. Kordiš bo naredil medvedjo uslugo, ampak to je logika partije. Partija se je vedno pobijala med sabo. To je edini totalitaren sistem, ki ga poznamo, ki se je nenehno uničil in pobijal med sabo. V Sovjetski zvezi pa pustimo to, Stalinove čistke poznamo, tam se začel posel to v Jugoslaviji leto 1948, posel Đilasa, potem so Rankoviča potem je bil Mas, Pok, so liberale počistili, potem predno bi se novič počistili, je pa Jugoslavija razpadla. In ti se ne morejo niti zmeniti, kdo bo predsednik. Zakaj se ne morejo? Zato, ker včasih so to uredili tako, da so mu glavo odrezali. Gorkiču pa je Tito pustil. Ne morejo mesec v glavi odrezati, pa hočem reči, smo ta zdaj dva koordinatorja in skozi se kregajo, pa se to sploh ni prvi prepir. Prve čistke so bile z tole Violeto Tomić, smo že pozabili. No, so tudi počistili. Delno Hanška tudi, ne? No, pa Hanška so počistili, potem so se čistila ta dva mesec pa Asta Vrečko, vmes so pa še počistili, katera slovenska stranka, to recimo Podmladek, LDS ni nikoli tega delo. Oni so šli, so videli, gremo pod vodo in skupaj ven, kot zares. Hotel sem sam dati odgovor na tvoje vprašanje. Kaj oni tam počnejo? Kadar ti umakneš iz enačbe denar, in se ljudje na ta način izpostavljajo, sta vedno samo moč in vpliv. Nič drugega posebnega ni. Ironija vseh teh, kako bi rekel, sistemsko financiranih privilegirancev je v tem, da ko so enkrat noter, oni ne morejo kar tako ven. Tebi tudi, če si jutri v politiki, če vstopiš v politiko, izstopiš iz politike, imaš recimo nek svoj posel, neke svoje stvari, ti nisi odvisen od tega. Te ljudje pa sirote še ven ne morajo. Morajo biti ves čas noter. Zakaj? Ker so dolžni uslugo temu, ker so mu zrihtali ne vem kaj in jih nekdo prihaja za nekaj držati, dajmo to, ker ga je ta velik prosil, da bi tam zraven sodeloval in tako naprej. In ko si ti enkrat na ta način noter, plača pač prihaja iz proračuna, tako ali drugače, ali prek tega zavoda, ali pa prek državnega zbora, se vseeno, ti ne moreš kar tako ven. Ker tako kot sem se prej mogoče malo pohecel, malo pa zares, ko sem rekel, da je ta utegnitveni sindrom kamer pa javnosti v bistvu hudo breme lahko za marsikoga, je tudi v tem primeru utegnitveni sindrom, saj veš kako je, greš privat, pa tako ene pol leta še pluješ na raznih vezah, pa po znanstvih in tako naprej, potem pa pride kruta realnost. Zato je od nekdaj že velja, da ti podjetnika poglej po 3 letih, ne v prvem letu, ko je naredil super, in sploh. In te ljudje v resnici niso, pogosto rečemo, niso sposobni preživeti v zasebnem sektorju. Njih je strah tega. Oni se počutijo kot, kako bi rekel, riba v vodi pač v takem okolju,
Zakaj? Zato, ker njihov driver je moč, pa ta slast oblasti, zato da vplivajo, zato da jih kdo sploh kaj vpraša. Zelo slabo zanje. Ja, se strinjam, Zelo slabo, se strinjam, če ti ne moreš sam sebe promovirati. Se strinjam, ne, ampak ko ti vidiš ta šopek privilegirancev, in se logično vprašaš, pa kaj ti ljudje sploh delajo, nimajo nič, po domač pa jim bolj pametnega za delati v življenju, kot da tam hodijo pred kamere, je v bistvu odgovor relativno blizu lahko. No. Jaz pa še nekaj, da potrdim Miro, kar je rekel, čisto preprosto, dajmo se vprašati. Miha Kordiš je imel en velik projekt kot nek se pravi, podjetnik ali nivo. Imel je nivo. Dajmo se vprašati, kakšno je stanje te nive zdaj. Ampak samo nivo je imel. Ni imel ne aviona, ne podjetja. Ja, imel nekaj ljudi, ki so ga delali te nive. Imel je nivo. Kakšno je zdaj stanje te nive? Kakšno je stanje te nive? Koliko je produkta, koliko je ta niva rentabilna, kaj je z njo? Ta niva je bila državna, ne? Ja, seveda. Državna niva, no, vse to. Ja, pa, to ni smešno. Ne vem, ampak vem pa, da je bil cel rom popolnoma nivo in da bo to zdaj zadruga, ne vem koga. Odigrala je funkcijo vpliva na javnost. Nihče zanika, da so oni promovirali, kaj bom zdaj naredil. To bo pa zdaj boste videli nov model gospodarjenja vsega tega. Sprašujem, kje je zdaj ta niva? Kaj se stanje? Zadruga niva. Zdaj pa še eno vprašanje v tej zvezi. Ta teza, ki pač nekako kroži, da bo Kordiš na volitvah dobil ravno toliko takšno odstotek glasov, da bo preprečil vstop Levice, ne? V parlament. Je to realno? No, jaz mislim, da je ravno obratno. Jaz mislim, da on je namenjen temu, da bo levi blok prišel tudi s tem skrajnim delom, katerega po moje nekako zaseda Levica in zdaj Kordiš, da bo v bistvu dobro zastopan. Kaj se bo potem zgodilo naknadno? Vse nikjer ne piše, da se ne bojo mogli združiti, da ne bojo to, ali pa bojo večni skrajneži, ker bojo igrali na neko igro, zato da bojo ves čas varovali skrajni levi bok. Nisem te razumel, tudi računaš, da bo Kordiš prišel v parlament? Zaenkrat ne računam. Bomo videli razvoj sicer dogodkov, ampak jaz mislim, da on je tukaj za garancijo, da bo Levica prišla noter. Ravno obratno od tega, kar se promovira. Jaz sem se pač naučil vsaj to, da v politiki prvič ni naključje in drugič, ko ti politik nekaj razlaga, glej v drugo smer. Boštjan, kdo pa so po tvoje potencialni volivci te združene skupine Javec, Kaloh? Kdo so po tvoje ti volivci? Kdo bi lahko volil Javca in Kaloha? Sam hotel sem še, če lahko pristavim, pa bom temu odgovoril. Tu se pa ne bi čisto strinjal z Zeratom, preprosto zato, ker sem poznal toliko zgodovino komunistov, da vem, da kadar so se ti ljudje mlatili med sabo, so se mlatili na življenje in na smrt. In oni Kordiš je pač popolnoma nepredvidljiv in tle je počel neki noter, Zdaj pa po drugi strani pa pogledamo te volilne rezultate, koliko je Kordiš dobil Madonič 2% na predsedniških volitvah, Levica vse po tistih volitvah se je vedno dvomil, da so prišli v parlament, je dobivala 3% na lokalnih, na ne vem kaj so se že šli. Tako da to je veliko vprašanje, kaj bo iz tega. Jaz mislim, da je to neke vrste Kordišev solo projekt, ker on je pač zagledan v to svoje. Vsak marginalc je mislil, da poseduje prostor. Tudi konec koncev z mojim velikim respektom, dobro, pa Kristus je bil Bog, ampak je bilo isto. Začetek krščanstva so bili popolna margina, ampak so imeli vizijo posedovanja celotnega prostora. Samo oni so uspeli, Kordiš pa ne. Kar se pa tiče Kaloha pa Erjavca. Ja, zveze Kaloh, Javec, kdo je to? Kdo so ti poti? Na koga on vas sploh ciljata? Jaz mislim, da je to, če iščem neke racionalne odgovore, potem je to projekt nekoga drugega, se pravi, rekel sem pač, to je projekt Moskve, se pravi, išči te vrednote in potem oni bodo zdaj našel, bi rekel, volilno telo, ki je pač recimo na levici, ki je prorusko, zato sem rekel že na začetku, ki je Edo omenil, da dela Kučan napako, s tem, da promovira Goloba, dela napako tudi s tem, da zdaj Ne, to si ti omenil, da on dela napako. Jaz sem samo rekel, da je Golob izbira. Ne, nisem rekel, da ti delaš napako. Ne, ti je ne delaš. Tega nisem, da se razumemo. Jaz mislim, da Kučan dela napako. Zato, ker je to kontra temu, kontra njihovi formuli, ki je bila vedno uspešna. Formula novega obraza. Oni so vedno... Moja teza je, da podpira Kučan, da Kučan podpira Goloba z stisnimi zubmi. To sem že rekel. Ne, za tistim velikim žalom.
Kučan moti, ne ti. Jankovića. Aha, To sem rekel, ne ti. ja. Kučan, da se moti, ker razložim, ker njihova formula bila vedno novi obrazi, to je vedno delovalo, ampak tle zdaj lezeta tudi ta dva, sta oba Erjavc in Kaloh očitno linkana tudi na Kučanovo zgodbo, vsaj Erjavca, ne, na to rusko zgodbo, se so vsi skupaj na ruski kapelici, tam se postavijo, bi rekel, tam se vidijo, tako kot tisti, ki grejo hmaš, se vidi, kdo je tam, ruska kapelica je tako, aha, se dajo prešteti, vidimo, aha, ti si, ne, in to seveda je spet nova napaka, ker Kaloh je tega ne bo nič. Erjavc je pa, če je kdo pa star obraz, je pa Erjavca. Ne? In oni bi rabili zdaj ustvariti neko pričakovanje, vedno so tako naredili. 13. julija 2014 je prišel Miro Cerar, je bilo pričakovanje, Janša zaprt, čist, brezmadežen, to. Potem so naredili z Golobom, vedno so ustvarili pričakovanje in potem je prišel Dršenik. Zdaj pa ni ne pričakovanje, v Dršeniki pa stari krjavli, se pobirajo tam, en se je poročil, v redu, fajn, ne, ampak vsi ostali pa, kako je Erjavc, ja, Madoniša, no, če pa kaj star krjavelj je pa Erjavc. In kaj bo on novega, ki že od nekdaj je v slovenski politiki, začel je pa pri Vitomirju Grosu. Tako kot je začel Kaloh pri Jelinčiču, ali če še nekje prej. Ne? In kaj bo nam zdaj Erjavc novega povedal? Njihova temeljna napaka... Tudi, ko praviš, nič ne govorijo. Čeprav tukaj velja še nekaj. Ne? V politiki, ko gledaš politični prostor, so te ideološki pristopi v resnici mogoče že del zgodovine. A ne? Danes, ko gledaš politiko, vidiš, da posamezni politiki, govorim zdaj o slovenskem prostoru, te klasičnih ideoloških stvari, recimo je mogoče pač stranka, recimo SDS, pa SD, pa mogoče malo Nova Slovenija in tako naprej, ne? Golob je vnesel neko novo dimenzijo politični prostor, kar pomeni neko, mislim, da je kolega Videtič to profit partizanstvo, da je prinesel noter, ne? Da je neko Estrado. Estrado, izključno za neke interese, ki nimajo toliko zveze z levim, desnim, ampak imajo zveze z kapitalom, z vplivom in tako naprej. In mene nič ne bi čutil, v Evropi je velika zgodba, ali si za Ruse ali pa za Ukrajince, ne? To je velika zgodba. In ta del, če prihaja noter, recimo neka, jaz se z lahkoto strinjam, preko kapitala, da prihaja noter nek ruski vpliv na potencialni razvoj dogodkov, vse vidimo to pri Tanji Fajon. Ne? Mislim, če pri komu evidentno, pri vseh problemih na tem svetu, se ona, pišu karosna, 2 leti od 3 letih ukvarja z Gazo. Ne? Kar pomeni, da obstajajo neki interesi, zakaj blokirati, ne vem, izraelski vpliv in tako naprej, če gledamo zdaj malo to geostrateško. In ko imaš ti take igralce, recimo, če rečemo, ne vem, Erjavc, Kaloh, pa prej sem Stevanovića omenil in tako naprej, ne? Ko imaš igralce, preko katerih ti izpelješ nek vpliv, ni potrebno, da si ti ideološki vplivnež. Ne? Ti lahko vplivaš samo na en del odločitev, v katero smer država rine, ne? Niti te potrebno vplivati na vse, na sistem, da si, ali si konzervativca, ali si liberalca, ali si progresivca, ali ne vem kaj, niti treba. Ti pač neko dimenzijo polniš in skozi tisto dimenzijo uveljavljaš svoje interese, po domač povedan, kaj se pa poluni lokalci tam med sabo prerivajo, en levo ali desno, rumen, rdeča, črn, pa briga te, a ne? Ampak moraš pa imeti neke zagotovljene igralce na političnem prostoru, zato da ti te interese lahko uveljavljaš. Ampak Edo Golob je bil politik, je za razliko od Mirana Cerarja absolutno ideologiziral slovenski prostor, tega niti Janša nikoli ni naredil. Začel je s tako imenovano depolitizacijo, ker to je partijski jezik, ne, se pa tako si rekel prej, ne, če nek politik govori o depolitizaciji, gleda v drugo smer. Sam mislim, da Edo hoče povedati, da je to bilo v bistvu njegovo sredstvo samo, ne? Točno to sem hotel reči. No, ampak hočem reči, in zdaj smo pač priča, ne, prav, ker je Golob sforsiral, vlada je v bistvu sforsirala ta zakon in smo priča najbolj... Ja, tole zdaj v eutanaziji, ne, oziroma v smrtitvi starejših, a ne, smo priča najbolj brutalni kampanji na temo ideologije. Recimo, jaz sem bral zdaj v Delu objavljeno, ne morem pač trojni doktor znanosti, v redu, ne, tak napad na cerkev, ne, ki pač je čist čist napad, ki je brutalen, ne,
cerkvi očita stvari, ki sploh niso resnične. Ne. Ampak recimo zanimivo je to, ne, kako ta ideologizacija gre tako daleč, ne, da tisti, ki so še včeraj kričali, cela levica, smrti v Palestini, preprečite ubijanje v Palestini, zdaj v istem, še sonce ni obšlo horizonta, se že zauzemajo na vsak brod, pusti, dajmo ubiti, dajmo človeka usmrtiti, dajmo ga zastropiti, pusti nas to narediti, pusti nas ubijati. En dan nazaj še tako rekoč pa, prosim, ne ubijajte Palestincev, koliko so že pobili, jaz ne verjamem vsega, kar sem videl, ker kakšne zadeve so montirane, hodijo teroristi za press, gor in tako dol, ampak ti ljudje se grejo eno samo, bi rekel, ideološko kampanjo, ki je pa protislovna. Ne? Zdaj recimo, zauzemali so se za Palestince, češ njih ne, a na naše starostnike pa lahko. Tako kot je rekel predsednik vlade Golob, je ravno kar rekel, ja, če ima kdo to smolo, da ima očeta, oziroma starše, ki so slabo pokretni. Jaz sem imel to in živi. Jaz sem imel to srečo, da je bil moj oče, ko je bil pač težko pokreten, po Golobovih kriterijih bi mogel biti mrtev, da je bil z mano, bister, in sem imam krasne spomine, sem na ta čas ohranil, ne, in ta človek govori, da tisti, ki imajo to smolo, da so starši nepokretni in živi, oziroma da tisti, ki imajo to smolo, so starši živi. Halo? No, ti si zdaj razkril en vidik, katerega sem jaz prej svojega zornega kota načel, da smo lahko videli to absolutno transformacijo od sredstva antijanšistov zarezati v politični prostor, razdeliti vse, kar je, in potem ta transformacija v ta trenutek velikega borca za dobrobit Slovencev, vmes je pa požgal, uničil vse, kar se je le dalo, od davkov do zdravstva in tako naprej. Točno to. In ta komentar, ki si ga omenil, kakšno smolo, ali kako je že rekel. Ja, pa se to je rekel, to je v državnem zboru rekel. Vem, da je rekel, hočem reči, da to razkriva to mentaliteto, kjer gre za praktično čisti nek oportunizem, za to brutalno, sociopatsko slo po preživetju. To, da je prišlo do tazga lapsusa na nek način, samo razkriva... Ne, pravim. Nezavedno, ne? Ja, to nezavedno je prišlo ven. Lapsusa v smislu kontroliranega narativa, kako se prikazovati javnosti. Se je razkrilo nekaj, kar bi žal, mislim, da mnogi Slovenci ne bojo tega razumeli, ampak na tak način, ampak dejstvo je, da imamo opravka z nekom, ki bi, dajmo reči, kako rečemo v pregovornem žargonu, lastno mamo prodal samo zato, da bi dosegel svoje. Pač nakazuje modus operandi te vlade. Modus operandi, kjer je, bom rekel, to, da mi zaostajamo praktično po vseh parametrih, da nas bo, tako kot je kaj je poslanc Gladek, mislim, da je lepo argumentiral, da praktično po vseh parametrih nas Hrvati ne samo lovijo, ampak nas prehitevajo neki, kjer smo se včasih postavljali v bistvu to, da smo se včasih Polakom pa Čehom smejali, ko so hodili, to smo že vsi preboleli, da smo daleč počasi za njimi, in če se slovenski volivci ne bojo k sebi spravili, pa začeli v bistvu ne samo tiste zadnje 3 dni poslušati tistih pamfletov, ampak poslušati med vrsticami, s kom imajo opravka, kje. Ne govorim, da je zdaj vse zlato tudi na desni, glede na to, da je moje srce bolj na desni kot na levi, ampak če tega ne bo... Zato, ker si normalen. Če tega ne bo, potem imamo mi v bistvu, jaz sem v zadnji kolumni rekel, pač dajte se že zbuditi, nehajte si lagati, da je vse v redu. Ni vse v redu. No, pa zdaj tukaj, ko smo zdaj skočili na Goloba, dve tezi, pač, ki sem jih že uvodoma omenil. Peter Gregorčič, tukaj je sedel zadnjič, ko sediš ti, in je pač rekel, da je Golobu zdaj uspel nek fantastičen PR, nek fantastičen javnomnenjski pristop, s katerim je na nek način, ne da je šel pač pacient gor, pacient dol, ampak je zadržal te odstotke kljub tej tragediji v Novem mestu, ker je bilo neko splošno pričakovanje, da bo pač mu podpora opadla, pa mu očitno ni, vsaj po teh anketah mu ni. In druga teza, ki jo je postavil pač Aljuš Petnač zadnjič v nedeljo v kolumni na Požar reportu, je pa to, da je ta hip situacija, slovenska realnost taka, žalostna, da Goloba pravzaprav nišče ali pa nič več ne more zaustaviti pred prihodnjimi volitvami. Jaz nisem, jaz se s tem ne bi strinjal. Začem? Se pravi, da mislim, v bistvu je nemogoče napovedovati rezultat prihodnjih volitev. Neke stvari lahko vemo,
orientir so zagotovo evropske volitve, glede na volilno udeležbo, ki je bila 41%. Ampak veliko stvari se je v tem času potem pač pri nas zgodilo. Jaz vem, da Videtič je razlagal, ima te informacije, kakšno je stanje v Beli krajini, v Novem mestu, na Dolenjskem in to, da je stanje antigolob. Jaz imam informacije, to bo tudi Edo gotovo potrdil, da med podjetniki, ki podjetništvo, vsaj SP-ovci, normiranci in to, je stanje zagotovo antigolob. In potem, če to seštevamo, potem vidimo, da golob tukaj ne more več narediti. Zelo pomemben bo rezultat, tudi kot je bil pa referendum je bil vmes za kulturnike, čist minorna tema, ki je pripeljala proti golobu 400,000 ljudi ali nekaj tasga je šlo proti golobu. Zdaj je pa nov referendum. Zdaj pa nov referendum, vsem pravim, pejte 23. Pejmo volj, zato ker golob, predsednik vlade vam je ravno kar rekel, če imate to smolo, to je rekel včeraj, v parlamentu, v državnem zboru, če imate to smolo, da imate starše še žive, v kakršnemkoli stanju že so, če imate to smolo. On tako razmišlja. Star človek, nepokreten človek je strošek proračuna, ne gre, zato je pa eutanazija. Vsi bomo enkrat stari nepokretni. Tudi tisti, ki zdaj, bi rekel, so v puberteti. Ti bojo kasneje, drugi bomo pa večina delovne populacije bo pa prej. Pa ne vem, če ti zdaj razmišljajo o tem, da bi se dali eutanazirati, ne? Ne, sej pravim, ampak ne poslušajo, kako razmišlja predsednik vlade in zakaj se zauzema. In ne grejo 23. na referendum in ne mu rečejo, pustite nas živeti. Neverjetno pa še en zadnji stavek, ne morem pa razumeti, kako lahko nekdo, ta levica, zato pa sem rekel, da smo mi, ki smo nagnjeni v tako rekoč v evropsko normalnost, recimo, da se to pokriva z desno-sredinsko opcijo, smo normalni. Zato, ker od levičarjev me še noben ni prepričal, pa zdaj pa še ta zakon o eutanaziji oziroma o usmrtitvi ali zastrupitvi nemočnih, da so po civilizacijskih kriterijih, oprostite, normalni. Zakaj pa moraš zdaj pa odkrivati toplo vodo in tako biti navdušen in promovirati, zdaj bomo pa zastrupili, zdaj pa bomo, sam še to spravimo, sam še to spravimo. Je pa halo, človek božji, a sploh veš, zakaj se zauzemaš? A sploh veš, zakaj se zauzemaš? No, tukaj jaz mislim, da je dr. Ihan, da je lepo povedal, da v bistvu ljudje toliko ali bojo volili to ali bojo glasovali za to, ni toliko pomembno, ampak bolj je pomembno tisto, kaj je za njih tisti trenutek nekaj, kar iščejo, kaj je za njih dobro. In večina volivcev ni sposobna, tako bom rekel, ni sposobna povezati rezultatov politike z njihovim stanjem. Ker je ta člen, povezovalni člen med njihovim stanjem, to se pravi ekonomsko, svoboda, pravica do povedati mnenja in tako naprej, je povezava med politiko pa njimi je v resnici, so mediji tisti, ki povezujejo. In če so mediji, če je ta vezni člen izkrivljen, tako kot je v Sloveniji, v resnici lahko tudi smrt nekega šutarja v Novem mestu na koncu rezultira v dvigu popularnosti Roberta Goloba, ki je, dajmo reči, že skoraj, bom rekel, v mojih očeh skoraj neposredno kriv, zato da se je, Poklukar tam zmotaval cel svoj mandat na račun te tematike in tako naprej. In jaz ne kupujem več teh pravic o tem, to je pa že 30 let, to je pa že 30-letna zgodba. Ti si na oblasti, ti si 3 leta tukaj, pa naredi kaj. Kaj meni prodaja bučke, kako je že, Janša, pa Cerar, pa Šarc, pa Pahor, pa ne vem, kdo še vse. Ti si tukaj, ti tukaj nočeš slišati in zaradi tebe so tukaj ljudje umrli. Najlepši, ker ta politika, tukaj pa zdaj ne govorim več samo o levi, ampak govorim o celotnem slovenskem političnem prostoru, izbira med varnostjo pa odgovornostjo in slovenska politika izbira varnost. Karte so prerazdeljene, ta novi not ne morajo, mi smo tukaj in manifestacija te mentalitete, nimaš lepše manifestacije kot nogometna tekma par dni nazaj, ko so Albanci poparkirali vse okrog po travnikih in cestah in tako naprej in je policija mirno ugotovila, da iz varnostnih razlogov bolj že ne ukrepajo. Varnost. To je šok. To je šok, ampak to je izbira varnosti pred odgovornostjo. Ti si kot policist odgovoren pred javnostjo in kot politik in kot, kot inšpektor, kot karkoli si odgovoren pred javnostjo, se te javnost postavlja, da braniš interes javnosti. In tisti moment, ko politika začne izbirati varnost,
Tisti moment je naravno, da tudi vse, ta kapilarni sistem državnega aparata izbira varnost. In na koncu imamo mrtvega gospoda Šutarja, na koncu imamo Albance, ki parkirajo pol Ljubljane, ker je blizu, in tako naprej. Zastave so vse povsod in ljudi, kako bi rekel, ljudi pa strah že na glas kaj povedati. Zakaj? Ker politika in inštitucije zase izbirajo varnost, ne pa odgovornost, to se pravi skrb za volivce. Pa misliš, da se to ne bo, da spoznali na volitvah? Še ena kategorija ljudi. Ne, Boštjan, zdaj je to v bistvu podobna zgodba, ne, s parkiranjem Albancev. Zanče je Jan Plestenjak, ki je rekel, da ga čudno gledajo sosedje na Primorskem, ne, v Stonjanu, ki izobesi zastavo za slovenski praznik. Čudno gledajo, je rekel, ne. Tega ni nikjer, ne. Ja, pač jaz mislim, da Golob je prišel gor v neki specifiki razmer, zato je tudi toliko dubu. Se pravi, ta specifiko razmer je Levica zelo dobro ustvarila, ne, zato tudi ime Gibanje Svoboda. Tle je bilo čist ista zadeva, ki se je ponovila z novim obrazom 2014. Ne. Zdaj te specifike razmer ni, oziroma nasprotno, so specifike problemov. To recimo Šutarjem je žal, tako kot sem tudi napisal, za Požar reporta, ne, žal ne bi bil rad prerok, ampak se žal bojim, da to Šutar ni zadnja žrtev, zato ker če ti dvigneš roke od reda, bo nered se uveljavil, to je princip družbe. Družba deluje na represiji, ne smeš pijano avto, ne smeš če 50 omejitev voziti 70, to tako deluje. Brez tega je pa nerazložljiv kaos. In ljudje to čutijo. Še ena kategorija, ne, recimo, ne, mislim, da ima 300 000 ljudi v Sloveniji 2 nepremičnini, ne, ti bojo težko šli folt Goloba, ko bojo vedeli, da jih bo obdavčil. To, kar Edvard razlaga, je zelo pomembno, veš, zadeva, da ljudje očitno tega stanja, ne, svojega, to, da ima 2 nepremičnini, ne povezuje z političnimi odločitvami politike, ki bo hoče nepremičnini vzeti. Pa toliko podjetnikov, SP-ovcev, normirancov, je 100 000 ali nekaj takega. Točno povezuje, ker morajo biti pametni, da imajo SP, da imaš svojo pobudo, ne, točno povezuje, da jim je Golob ukinil 5, 6 za šraufo, 7, 8. Ampak ironija je, da je pol njih ga volilo. Ja, ga je, pa ga ne bo pa jim je naravnost povedal, da jim bo davke povišal. Pa ga ni takrat, takrat so ga volili, jaz bi rekel, takrat so ga volili v tem svoboda in ga noben pa ni mislil, da je res toliko nor, da to naredil. To sem jaz prepričan. Pa sposoben. Pa da bo to naredil, ker do zdaj so vsi govorili, pa noben ni naredil. Ne. Levica je bila skozi na oblasti 30 let, sam mandat je bila SDS v celoti, ne, pa nihče ni nič naredil. Slovenija se je ves čas razvila, tudi pod Cerarjem, se je Cerar postavil grajo na mejo. Miro Cerarja, se jo ni Janša. Pa zdaj je leva vlada sprejela Šutarjev zakon, ne? Ne, hočem reči, ampak Golob je to začel res uresničevati, sploh ne vem zakaj. To je minimalen dobrobit za proračun, pa ekstremna politična škoda. Ti dobiš normirancov, je 100 000 SP-ovcev nekaj tazga. Po tega jaz poslušam od gospodarstvenikov, samo še ne enkrat Goloba. Vsi gospodarstveniki, recimo na Gorenjskem, so vsi gospodarstveniki volili Goloba. Zdaj vsi gospodarstveniki na Gorenjskem, to vem, recimo za Gorenjsko, tako vem, samo tega ne. Mi je rekel, pač v zadnji oddaji, ki sem bil prejšnji teden, je Videtič govoril, ljudje so zaskrbljeni in proti Golobu regije Bela krajina, Dolenjska, Notranjska in to. Tisti, ki 10 000, ki so protestirali v Novem mestu ob Šutarju, pa tulili proti Golobu, to so bili njegovi volivci, več ali manj. To ni bila Janševa volilna baza. Sebastijan Jerič popozarja, da ima Golob v rokah nekaj, kar doslej še nihče ni imel, to je ta najmočnejši propagandni aparat, pa je se omenil medije, tega, da bi nekdo tako koncentriral medijsko moč, pa Slovenija ne pozna. Ne? Človek na koncu dneva, tisti, ki se trudi za to, da bo preživel, hodi v službo, po možnosti govori ves čas, da itak so vsi isti v politiki in tako naprej, na koncu se odloča zadnje dni pred volitvami, spremlja pač medije, ko se želi informirati, kako pa naj se v resnici informira. Ne? In to je ta vez med njim, pa med, to se pravi, politiko, so mediji vmes. Pa recimo zdaj mediji so, ampak v teh medijev je relevanten medij samo Pop TV, potem je pa zdaj ogromno ljudi, sploh generacija ljudi, ki sploh ne gledajo več televizije. To prihajajoča generacija, tiste 40 let, ljudje, ki so stari danes 40 let, imajo informacije, Instagram, TikTok je ključen vir informacij v določeni generaciji. Imate mladi ljudje, ki tudi vsi volijo, so v službah in to sploh
ne gledajo televizije več, ker to sploh pa ne berejo, nimajo več tega refleksa. Tako da potem Facebook, ne, to so vse Facebook je izredno močen, ne, med recimo upokojenci in to vse treba skombinirati, ne. Tako da jaz ne vidim, torej pravim, da Golob te zmage, ki jo je naredil, ne more ponoviti, ne. Je pa, če pa ostane edini na političnem prizorišču in če mu uspe na levi likvidirati oziroma pripustiti v samo ta dva neškodljiva Kaloha pa Erjavca, potem lahko na neki računa, to je dejstvo, ne. Pa kaj pa bo, se bo pa odločil, kot je Edo rekel, 3 dni, 5 dni pred volitvam. En teden pred volitvam. Vedno so, in tudi zdaj napovedujem, da so vsa presenečenja možna. Vsa. Tudi da Janša zaprejo, to bojo naredili zagotovo, če bojo ocenili, da bo potegnil, oziroma ta rezultat je zanje 30% na 40% volilno udeležbo. To je izredno nevaren rezultat zanje, v njihovih očeh, v očeh mentalitete Kučana in njegovih. Plus ta referendum čist brez veze za kulturnike, ki je 400 000 ljudi pripeljal na volišče. Pa zdaj, kaj bo 23, zdaj pa pravim, 23 vsi na referendum, ker pa ne, zdaj imate pa univerzalen razlog, ker vas bo trgač dal likvidirati. Zakon, evo, potem pa se bojo samo amandmirali ta zakon, pa bo, že zdaj so mi pravili, profesor Slavčeva, da so se zdravniki zborili, da so ne 2 ali ne ven vrli, ker drugače bilo že zdaj grozljivo, ne. Ja, veliko zdravnikov, kako vidim, preberem, slišim, pa se pogovarjam, bodo uveljavljali pač ugovor vesti, ne? Ja, ampak če ti uveljavljaš ugovor vesti, moraš dobiti nadomestilo nekoga, ki bo to upravil namesto tebe, če ne moraš pa plačati globo tam 5000 evrov v drugem, tretjem poskusu. Ja? Ampak ti lahko uveljavljaš, ampak moraš poskrbeti, da bo tvoje delo nekdo upravil. Verjetno pa lahko pričakujemo, da bo Golob zdaj pač do volitev igral zelo brutalno tukaj, ne? No, to je zagotovo, ne. To je zagotovo in on... Tudi sodeč potem včerajšnjem nastopu, ne, tukaj je dobro vprašanje, kaj opozicija lahko naredi, ne. Jaz mislim, da je ena pač priložnost zamujena s tem šuterjem, ne, da se takrat ni zadevo peljal naprej, verjetno je bil v ozadju strah, da bi kakšna interpelacija večjih dimenzij se celo negativno na koncu išla, ne. In bi to pomenili že vnaprej, potem izgubljeno bitko za volitve, ne. Je pa zagotovo tukaj, jaz pričakujem od opozicije bistveno bolj brutalen pristop, ker v nasprotnem primeru se bojo lahko samo še šteli na koncu polja te bitke, kdo bo sploh še preživel. Ker tukaj smo videli recimo en tak lušten primer par dni nazaj, ko je prišlo do eliminacije enega računa za zdravnike, ne. Zdravniki proti evtanaziji, ne, kar je potem se počasi je izplavalo ven, nekaj, kar smo tudi mi večkrat govorili in bom rekel, to pa res že trdimo zdaj 5 let, obstaja, pač vsaj jaz vem, vsaj za 2, mogoče celo 3 aktivne skupine, ki se ves čas ukvarjajo z socialnimi omrežji, čisti politični aktivizem, ne. In to pritok denarja v te agencije je milo rečeno velik, no, čistko, ne. In zadeva bo brutalna, jaz se tukaj strinjam, da se je pozornost preusmerila z teh osnovnih, kako bi rekel, mainstream medijev, ki jih največkrat vidimo, ne, televizija ima kakšen, radio je popolnoma zanemarjen na splošno v razmišljanju, ampak radio ima najvišjo v bistvu integriteto v očeh volivcev, ne, igra vedno na dolgi rok. Potem so tukaj seveda spletni mediji, ne, ampak Facebook, zdaj večina ljudi ne ve, kaj je drugi največji iskalnik na svetu, ne. Prvi je Google, ne, drugi pa YouTube, ne. Vsi te posnetki, vsi te reeli, vse to generira nek sentiment, katerega več, bom rekel, prvi tak uporabo socialnih omrežij smo videli prek Facebooka v Brexitu, ne. In če je Brexit pomenil to, da je neka država dejansko na koncu izstopila ven, kaj šele danes, toliko let kasneje, kaj vse so sposobne tehnologije, umetna inteligenca in tako naprej. In kot sem rekel, ne, politika ni nekaj, kar jo igrajo volivci, ampak kar jo igrajo politiki. Ne? Volivci več na koncu dneva samo tisti. Gregorčič opozarja, da Golob dela izključno vse samo na podlagi teh fokusnih skupin, oziroma to, kar mu pač prinesejo te analize. Ja, on igra na zmago. Ne glede, kako bo rekel, samo to, kar mu kaže naprej, da bo zmagovita teza. In človek je tudi emocionalno bitje, odloča se s srcem, odloča se s čustvi, zato je pa
tako visok odstotek sociopatov, jaz ne pravim, da je Golob sociopat, no, ampak zato pa je tako visok odstotek sociopatov v politiki, v poslu in tako naprej, ker izplavajo na površje, ker jim ni mar. Njim ni mar, kako se ti počutiš. On gre, to se pravi, za svojim ciljem in včasih so lahko zanga starši, kako bi rekel, breme, včasih je pa kaj drugega. Ne? Samo problem Ampak zdaj je ta ta teza. To, kar Gregorčič trdi, problem je ta, da zadnji politik je šel na to fokus grupacijo volivcev, ne, se pravi na široki skali, ne, kot se reče, je bila Kamala Harris, ne, za razliko od Trumpa, ki je šel pa na to, kar dela Janša, na globalno, se pravi, globalno, vse, kar rečem, zadeva vsakega človeka. Ne. Tako da to pač je to nepredvidljivo. Pravim pa, da so volitve do 5 dni nepredvidljive, na teh volitvah pa napovedujem, da bomo pred volitvam videli še marsikaj. To pa napovedujem, zato ker še enkrat vztrajam pri tem, da si levica iz razlogov, ki so meni nepoznani, ne zna ustvariti tistega okolja, v katerem zagotovo zmaga. Zdaj je padla Palestina v vodo, dobro, ampak oni ne znajo zagonskega vetra ustvariti, pri katerem bi pripeljali nekoga en mesec pred volitvami. No, tega zdaj ne delajo in zdaj tudi jaz ne vidim, kje bi zagonski veter oziroma vse, kar se pa dogaja in pa to podira, zato ker nobena oblast prej, leva, ne, ki je bila vedno leva oblast, ni spustila institucij, bi rekel, nadzora in kontrole iz rok. Oni pa policija je vedno delovala. Še enkrat pravim, Cerar je mejo postavil, je ograjo postavil na mejo. Policija, pravosodje, dokler bo še recimo, ki je bilo še staro ustavno sodišče, je vedno delovalo. Ne? Zdaj pa to vse zleteli z rok. Vse zleteli z rok in celo minimalna zadeva, ki je zletela z rok, je tale zgodba z alkotestom. Ne? To se bo poznalo še in še, ne? Ki je ustavno sodišče dalo pač, da morajo. Ne? In v taki situaciji... Ustavno sodišče se pravi, da ni razveljavilo tega v taki situaciji ti ne moreš narediti vzgonskega vetra, da boš privlekel kandidata pa rekel, evo Dršenika, evo ga. Jaz ne vidim, ker jim to sem podirano. Vem, ampak do volitev imaš tako znamenito ta trojni trojček, to se pravi 3 mesece, 3 tedne, 3 dni pred volitvami, zato da lahko spremljaš, kako se te stvari ožajo. Ampak mi ne smemo pozabiti, mi radi razmišljamo, ko razmišljamo o medijih, pa ustvarjanju javnega mnenja in tako naprej. Mi imamo, in če ti lahko povežeš različne baze podatkov na pameten način skupaj, imaš ti na koncu v bistvu neko igro na, dajmo reči, na sigurno. Slovenska javnost je bila šokirana. Jaz sem tudi nisem pričakoval, ko je prišlo ven ta varnostni problem z agencijo za hrano in tako naprej, ker je prišlo v javnost, da oni imajo milijon to se pravi koliko milijon podatkov to se pravi milijon oseb v bazi z podatki od tega, kdo ima kužka, kdo ima mucka, kdo ima krave, kdo je kmet, kdo je to, kdo je kdo je tretja. Zdaj, zakaj agencija za javno hrano to potrebuje, jaz ne vem, niti strokovno ne vem, kaj je pravo zadje. Ampak, če ti znaš pametno te stvari skombinirati s temi anketami, bi volil tega, bi volil unga, do unih podatkov, kdo ima kužka, do tega, da imaš dostop do podatkov v Fursu, kjer se zdaj še poskuša skozi zadnja vrata unesti, da bo Furs lahko kar sam določil, koga bo blokiral, koga ne bo blokiral, zaradi tega, da bo kao zaščitil, ker če imaš ti predrag avto, tvoja plača pa temu ne ustreza, si lahko sumljiv za nekoga, ki preiskuje, pa ne bom šel še globje, kdo je nastavljen za preiskave. Hočem samo to reči, da na ta način je igra za igralce, ki se igrajo politiko, veliko bolj napovedljiva kot za nas, ki samo to spremljamo, ker v resnici zelo malo poznamo in nekako jaz mislim, da vsi tisti, ki tukaj nastopamo in tako naprej, da imamo neko sposobnost razumevanja nekih ozadij, da znaš na koncu kaj skozi spraviti. Ampak ta igra bo, in če kdaj, bo zdaj izjemno brutalna. Jaz še enkrat trdim, da je Golob verjetno izbranc, to se pravi osrednji izbranc za naslednje volitve in to bo res brutalno. Skratka, mi mislimo, da veliko vemo, pa v bistvu ne vemo. V resnici vemo mogoče manj, kot mislimo. Ena stvar, ki smo imeli prav, se odkriva zdaj. Slišim, da v Lukovici
Jaz sem danes večer s predstavitvijo knjige v Lukovici ob 19. Ne vem, če to. SLS se postavlja na noge, ampak to smo vse napovedali. Ne? Od SLS-a, če bi bil Peter Gregorčič predsednik SLS-a, bi se Slovenija sigurno zarotirala. To sem prepričan, ker on ima naraven talent za politiko. Zdaj so ti ugotovili to, kar smo ves čas govorili v teh oddajah, da pač tako ne bo šlo. In zdaj imajo zadnjo možnost popravnega izpita, da dobijo nekega pametnega človeka, ki bo to stranko pripeljal v parlament. To se da. SLS je bil včeraj v Lukovici, ti si pa danes kako, ne? A ja, včeraj je to bilo? Včeraj. In kaj so sklenili? Različni predlogi so, ampak dobro, to je posebna tema. Ja. Oni potrebujejo takoj po novem letu kongres in temu še govorili. Eden od predlogov je bil, da se povežeta Slovenska ljudska stranka in Nova Slovenija in skupen mandatar te grupacije ne bil Peter Gregorčič. To je bil eden od predlogov, pa mislim, da niso potem v teh predlogih. To je brez veze, zakaj pa ni Peter Gregorčič predsednik Slovenske ljudske stranke? Se lahko na naslednjem kongresu januarja Peter Gregorčič postane predsednik Slovenske ljudske stranke. To je popolnoma možno. Povezavi, ne? Ne, povezava je nesmiselna. To bo v zadnjem trenutku naredili, to je tako, kot ti avto že letalo pade dol, se pokrižaš konci, ne, in moš letalo držati gora, ne, tako da se bojo priklopili na listo, je to brez veze, ampak še enkrat pravim, čisto resno pravim, januarja, februarja imajo kongres, mogoče še boš februarja, Peter Gregorčič bo izvoljen z aklamacijo za predsednika. To je moj predlog. Bojo spet težave s komentatorji, spet bomo iskali komentatorje. To je moj predlog. Dobro, Edvard, Boštjan, najlepša hvala za današnje komentarje. Mi se seveda vidimo znova v petek, ko bomo debatirali pa o tem, ali je desnica res tako konsolidirana, kot govorijo levi mediji, ali pa dejansko desnica še vendarle ni tako konsolidirana, kot bi pravzaprav pričakovali. In takrat pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.